želim vsem vam, pravzaprav vsem nam želim eden resen blagoslovljeni Božič. Božič je zaistino največji blagoslov za vse človeštvo, za vsakoga človeka, za vsakoga posameznika in za vse čase. To smo čuli tudi v uvode od brata v Luka 4. tale 10. veršoš, ki bo za vse ljudstvo. Ne samo za ene izbrance, pač pa je Božič, tej božični blagoslov, nišče je najprikrajšane za tej božični blagoslov. Vsakega leko dobi, vsakega leko doživi. Edino eno je, trebej to sprejeti v svoje življenje, v svoje srce. Mislim, ka ne trebej ponavljati, ko se je zgodilo na Božič, zato ka vsi to znamo in tudi deca to znajo in to so že dnes izpovedali, ka se je na Božič narodil Jezus. Jezus, zveličitelj sveta, odrešenik, Mesija, naš Bog, se je narodil na to zemljo. Ali Božič ne in ne sme biti samo 25. decembra. Ne. To je nejzadosta in to je niti namen Božiča. Božič je Sigdar te je Božič, do Jezus grata v mojom, v tvojom življenju stvaren. Do zaživej v mojom in tvojom življenju. Do on v nas živi. In ka bi Jezus grato resničen, stvaren, mora vsaki med nami, kdo mi tu nekaj svojega dodate, nekaj svojega iz svojega življenja mora pripomočiti, kdo mi s svojim odzivom na njegov prihod v moje, v tvoje osebno življenje. Če mi pričakujemo kakšen obisk, pa imamo vrata zaklenjena, ali ti lahko tisti obiskovalec pride noter? Ne mre priti. Mi moramo vrata odpreti. Znači, moramo izraziti tome obiskovalci, obiski našome dobrodošlico in znate, v našem življenju se mora videti, kaj je tej nebeški obiskovalec prisoten. To se mora videti v mojem in tvojem življenju. Kaj on resno v nas prebiva, v Janezovem evangeliju je to zapisano v 1. tale in 14. vrsta. To, ki je zapisano. Janez 1:14. In beseda je postala meso in se naselila ali ušotorila med nami. Videli smo njeno veličastvo, videli, tu je znova to povdarjeno, da se mora videti, videli smo njeno veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Ja, dragi moji, ta naselitev, to ušotorjanje Jezusa v mojem in tvojem življenju mora biti vidno. To je ti Božič. To je ti Božič, da se vidi, kaj je tu resnično rojene noter ti zveličitelj sveta. Da nekako postavi, zgradi novo kućo, se to vidi. Jel te, Damjan, se vaša kuća nova vidi? Vsi, štiri se mimo pelajo, vidijo. To se vidi. Ali to je ešte njuva kuća, je še itak zgradba, samo zgradba je. In znate, vse to je samo zgradba do enoga trenutka, dokaj se ne zgodi ena stvar. Ta zgradba grata dom, domovanje, komaj te, da se ta preselijo, da se ta notr naselijo njeni lastniki, njeni stanovalci, te se komaj resnično vidi tom življenje.
Te tom kumaj gej to pravo življenje. In z Jezušovim rojstvom na to zemljo se je vrnilo, je znova nazaj prišlo na zemljo resnično eno pravo življenje. In naj bo to pravo življenje vidno tudi v mojem in v tvojem življenju vsikdar in pa vse posede. Čas, v katerem se mi nahajamo, predbožične, pravzaprav je že pobožične čas, je poln nakupovalne mrzlice. Tisti, ki ste bili zdaj malo zadnje dneve pobotaj, to znate, kako to vi vidi. Včasih, da si prišel v boto, so ljudje gemali samo tisto, ko so nujno nucali. Zdaj pa vidiš pune vozičke. Pune vozičke. In ljudje se nucajo. Čas nakupovalne mrzlice. Vse je puno praznovanj, zabav, okraševanja, pa tudi gužve v promete. Malo se pelajte varaš, pa te vidle. Gužve v promete, vse posedi je nekša naglica, hitenje, kaj jo ne bi kaj pomembnoga zamudili. Ko je pomembno za mene, za tebe, za moje, za tvoje življenje. Ali, dragi moji, gli v tom čase bi se mi morali prizadevati za sebe osebno, za svoje življenje, za svoje domove. Morali bi se prizadevati za trenutke tišine, za trenutke razmisleka, za trenutke mira v naših srcaj, v naših družinaj. Morali bi iskati te prave pomen Božiča za naša osebna življenja. Ko to prinaša mene osebno, ne v smislu daril, pač pa v smislu Jezušovega prihoda za mene osebno, za moje osebno življenje. Večkrat čujemo, ne vem, če ste vi to čuli, ja pa Božič, to je samo za malo deco. Božič, kak za malo deco. In znate, resno, je za mnogo deco, malo deco je to eden čudoviti čas, da vidijo, kak te lučke, tu mi imamo enobarvne, kak so lepe pisane, pa migljajo, pa vse fele efekti se vidijo. In tu bleščeče okraske vidijo. To se deci posebno vidi. Darila. Že smo čuli, kad so zadovoljni bili z darilami. In pa božične pesmice. Mnogi to samo tako doživljajo. To, kako če bi se dogajala nekša pravljica. In dostakrat tu čujemo izraz božična pravljica, v šteroj nastopajo angele, pastirje, novorojeni otrok, Jožef pa Marija, oslički, kamele, trije krale, zvezda, repatica. In znate, če te k tome še dodamo Božička, pa njegove jelene, pa sani, pa poln žok je daril, če k tome vse to dodamo, dobimo resen eden tako povedano, eden takšen pocukrani izdelek, štere za nekaj dni odstrani od nas realnost dejanskega stanja in živimo v nekšom namišljenom stanje, ne v tistoj bridkosti in pa v bolečini resničnega sveta. In vse to traja en čas, prnište nek traja samo do tistega časa, da poglednejo svoj tošl, pa vidijo, ka dosta nika notrnega, da poglednejo na bančni račun.
Za dosta ljudi to traja do tistega časa, dokaj se ne vrnejo nazaj na delo, na svoje delovno mesto, v šolo, v svojo ranjeno človeško resničnost, zlomljeno. In dragi moje, v tom je prevara toga sveta glede Božiča. V vsem tom je ta prevara toga sveta glede Božiča. Za vseh strani, mislim, da nemo pretiravo, če povem tok, trobijo in nas posiljujejo z reklamami in sporočilom, naj uživamo te pravlične trenutke mira in pa sreče. Kupite čim več daril, obdarujte se, odklopite se z resničnosti stanja, v šterom živite, te pa nazaj na delo, v šolo, vsakdanje obveznosti, vse pa do naslednjih praznikov. Bratje, pravo tok, par mesecev nazaj so že bili, tako povedano, v trgovskih centrih priprave na te praznike. In boste videli, malo zatem, do pa priprave z darili in vsemogočimi stvarami za vizenj. Pa do priprave. In znate, ne sem proti darilom, ne razumite me. Pa ne sem proti nakupovanje, ne me na hopak razumite, ne, jaz sem ne proti tome. Problem je indar. Problem je, ka nas na tej način, ka se odmikamo, ka se oddaljujemo od resničnosti stanja, v šterom se dejansko nahajamo. Na vse tej način se oddaljujemo od toga, ko se resnično dogaja v naših osebnih življenjih, v naših domovih, v našoj družbi. Smo kroj od prave istine. Dragi moji, Božič je v istini, v resnici je Božič te, da Jezus grata za mene, za tebe grata resničen, grata stvaren, grata žive. Te je to pravi Božič. Znate, ob Božiče pa so tu stvari, prave istine, štere so navadno, se od toga ne goči, so zamolčane. Sodobna družba nešče gučati ne goči od toga. Zavolo toga, ka dnešnja sodobna družba ima svoje temelje postavljene čista indar, na drugih mestah. Sodobna družba ne temelji na toj pravoj istini. Tu je prava istina noter. Ne pa v tom, ko nam sodobna družba gnes in vsaki dan znova ponuja. In ko je to? Ko je prava istina od Božiča? Čuli smo že ništerne stvari, ništerne dogodke, štere sporočajo, ko je smisel Božiča. Prava istina je dejstvo, ka je Marija ena najstniška mamica in od njenega otroka, krožijo govorice, kaj je nezakonske. To je prava istina. Jožef in Marija sta, leko bi tako pravili, brezdomca, daleč kraj od svojega doma in verjetno z malo ali pa z nika sredstev za preživljanje. To je prava istina Božiča. Prisiljeni pa sta bežati v tujino. Za koj? Za golo preživetje. Za preživetje.
prisiljeni bežati. Begunca sta zavolo enoga vladara Heroda, zavolo njegovega ljubosumja in straha, zavolo njegove oblasti. To je prava istina Božiča. In znate, te isti Herod, da spoklote, pomorite betlehemsko deco. Samo ka ohrane svoj politični položaj, svojo moč. In znate, on to napravi brez vsakoga občutka slabe vesti. To je istina Božiča. In dragi moji, revščina, brezdomstvo, nesprejemanje, begunstvo, krutost do nedužne dece, vse to gelte pa zelo, zelo diši po dnešnjem času, po situaciji, v kateri se mi zdaj nahajamo. Dragi moji, zavolo toga, ko se vse dogaja okoli nas in tu najdaleč od nas, blizu nas, zavolo toga je potreben Božič. Zavolo toga je potreben prihod Jezuša Kristuša, Božjega Sina, v vsako srce in v vsako življenje, v družbo, v kateri se mi zdaj nahajamo. In dragi moji, da povejmo to, kad tako povem, celotno zgodbo, da povejmo celoten potek dogajanja tistega prvega Božiča. Te pa to več ne samo ena božična pravljica. Ne, te je to resnica od Jezuša Kristuša. Resnica od tistega, kateri se imenuje kot Emanuel, Bog z nami. Bog z nami. To je istina, Bog z nami. In Bog z nami, deli z nami deli tudi naše muke, naše trpljenje, naše bolezni, naše probleme. Ja, Bog z nami, Emanuel. On živi z nami v toj teme, v toj kmici nesprejemanja in bolečine v tom sodobnem svetu, obenem pa z svojim učenjem in svojim življenjem kaže na Božjo resničnost in na njegovo slavo. Bog za nami. Dragi moji, Jezus je grato kralj. Jezus je grato resničen kralj. Ali najprve je njegova krona kraljestva tu na zemlji bila strnja. Njegova krona je bila strnja. Njegovo ogrinjalo je bilo krvavo od njegove lastne krvi. Njegovo ogrinjalo je bilo popljuvano, ošpotano. Njegov prestol tu na zemlji je bil eden grobi križ. Grobi križ, grobi leseni križ, kjer so kaznovali zločince. Večina njegovih sledilcev so bili što? Pomembneže? Ne, ljudje z roba družbe, tiste zapostavljene, trpeče, srmoške, žalostne. Takratne vplivne ljudje, kateri bi lahko podprli toga velikoga kralja, takratne vplivne ljudje so ga zavrgli, so se ga izogibali, duhovniki, kateri bi mogli v njime prepoznati to, ko je prava istina, so njime nasprotovali in ko so ještě včinili, izročili so ga v smrt. Ali, dragi moji, on je zmagal. On je zmagal. Jezus je zmagal. On je zmagovalec, stono je od mrtve zavolok toga,
ko ga smrt ne mogla zadržati, ne ga mogla noter vkleniti. Smrt je ne imela nikše oblasti nad njim. In dole prikazoval se je svojim učencom in, dragi moji, še itak se razodeva vsem tistim, šterega iščejo v sedanjosti gnes. To je tej Emanuel, to je tej Bog z nami, dragi moji, to je ta božična skrivnost. Vse se skriva in vse se razodeva v njegovom imenu Emanuel. Bog z nami, Bog z nami, Bog na našoj strani. Ne kroj od nas, Bog na našoj strani, Bog s človeškim obrazom, Bog štere trpi z nami in trpi za nas. Bog štere nas pozna po imenu. Točno tebe, točno mene pozna po imenu. Vsakoga med nami. Aleluja. To je Bog za nami. To je Emanuel, dragi moji. Bog ne Božiček, štere živi neanderton odmaknjeno na severnom pole ali kotigeznom G in enok na leto pride svojimi jelenčkami pa svojimi sanami, ka bi nas razveselo in naslednji dan bi že pa odleto ta nazaj doleč kroj v svojo odmaknjenost. Ne, dragi moji, 2 let ne zmenšalo, niti za eno malo malenkost, ne zmenšalo sijajnosti tistega trenutka, da je Bog prišel k nam. Ne je zmenšalo tistega čudeža tam na betlehemskih poljanah. Njegova slava se v tom čase niti za eno malo malenkost ne zmenšala. Poč pa ges in ti leko k tome samo dopredava, kada ešte bole proslavljane. Dragi moji, tisti Jezus iz jaslic je naš Emanuel. Je naš Emanuel, naš odrešenik, naš brat, naš prijatelj, haleluja, naš Gospod in naš Bog. Ali ne to čudovito sporočilo Božiča, dragi moji, tudi in ti sva del te zgodbe. Sva del toga dogajanja, štero se nikdar ne konča od resnice in slave besede, štera je ko gratala meso. Tudi in ti sva del toga. Te besede, štera se je učlovečila med nami. In naša srca so leko zaprejta vrata prenočišč, zaprejta vrata gostiln, ali pa so leko jasli, štere je položene Jezus Kristus, je leko prebiva. Leko smo kot pastirje, štere so veselo šli pozdraviti Jezuša, ali pa kot duhovniki, štere so ga zavrgle in ga imele za enoga verskoga fanatika. Leko smo kot učenci, štere idemo z njim, se včimo od njega in ga oznanjamo, ali pa smo leko kot Herod, štere na Jezuša gleda kot na eno grožnjo, štero je potrebno odstraniti. Jezušovmi rojstvi se leko približamo z eno utrujeno zadržanostjo odraslih, ali pa z eno otroškov odprejtostjo in začudenostjo. Sami se odločamo. Beseda je postala meso in se naselila in se ušotorila med nami. Videli smo,
njeno veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Haleluja. Dragi prisoten, dragi poslušalec, kako deluje v tvojem osebnem življenju, kako deluje Božja milost, Božje usmiljenje v tvojem življenju. Je to tu noter nastanjeno, je to tu v tvojem srcu ušotorjeno. Se to vidi, je to živo. Ko pa povzroča Božja istina od tebe osebno v tvojem življenju. Dela spremembo tom, ki je potrebno. In mogoče, ko bi še bolje razumeli pomen Božiča, pomen Jezušovega prihoda na to zemljo, pogledamo na kratko, ko je milost in ko je istina za mene, za tebe osebno in ko to nam prinaša, v naša življenja. V Rimljanom 3. tale imamo opis istine. Opis istine o mojem in tvojem življenju. Rimljanom 3, 22 do 23. 23 pa še 24. Preštejmo cuj. Tom tak piše. Božja pravičnost, Rimljanom 3, 22 najprej, Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa in sicer vsem. Vidite, znova povdarjeno vsem. To, kot je bilo v uvodi povedano, kaj je ta božanska svetlost prišla za vse ljudi na tej svet. Božič je torej za vse. Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike. In zdaj gledajmo dole. Saj so vsi, znova povdarjeno, vsi grešili in so brez Božje slave. Dragi moji, to je ta prava resnica od mojega in tvojega življenja. Kako strašno je ta istina, kakšna tragedija. Ali povem nadaljuje glede te istine, nadaljuje. Ne je tu konec, ne je tu zaključek, ko smo vsi grešili in smo brez Božje slave. To piše dole, upravičeni. Znači, ne je greh končna stopnja, pač pa upravičenje. Upravičeni pa so zastonj po njegovi milosti. Haleluja. Prek odkupitve v kom? V Jezusu Kristusu. Haleluja. To je sporočilo Božiča. Tu imamo opisano alternativo od istine, od našega življenja. Tu imamo opisano to, ko nas rešuje iz greha. In to je žrtev Jezusa Kristusa. Štiri se je naselil med nas. Štiri je prišel v nas. Štiri je prišel v moje in tvoje življenje. In v pismu Efežanom v 2. tale imamo dodatno razlago našega dejanskega stanja in pa istine od Božjega usmiljenja. Efežanom 2, 8 in pa 9 tok piše. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri in to ni iz vas. Znači, ne moramo mi to same v svojem življenju napraviti. Z milostjo ste odrešeni po veri in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Haleluja. Moje, tvoje odrešenje je Božji dar prek Jezusa Kristusa. Niste odrešeni iz del, opozorilo, niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Ne hvali se svojimi delami, s tem, ko delaš. Zabolo toga, kar prešteli smo,
To je Božja milost. To je Božja milost, to je Božji dar. In darilo, če bi štere od decej včeraj ponujeno darilo, štere so dobili neizjo, bi te imel, bi leko bil srečen, bi leko bil hvaležen. Je štere od decej včeraj neizjo darilo? Ste vzeli vsi darilo včeraj? Tak se mora napraviti, tak se dela, to Bože darilo, tu vsake med nome noj spremlja. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Ko je torej Božič? Božič je naselitev te Bože istine, njegove milosti za vsakoga človeka na to zemljo. In pa naselitev ušotorjenje živoga Kristuša v moje, v tvoje življenje. Božič je vsakodnevno rojstvo njegove milosti in njegove istine v mene. Znate, te skozi mene to deluje tu na ljudi kole mene. Dragi moji, to je tej pravi Božič. Naj vam bo blagoslovljeni Božič. In naj bo blagoslovljeno celo vaše življenje. Kjekoli ste se nahajali, kakoli da se dogajano v vašem življenju. Znaj, zavedaj se, ne si sam. Zavolo toga, ko je prišel Emanuel. Bog je z nami. Bog je stjov v tvojo situacijo, točno v toj situaciji, v kateri se nahajaš. Bog te je ne pozabil, Bog te je ne zapustil. On je stjov in te želi peloti naprej, vse ta do končnega cilja v njegovoj slavi. Beseda je postala meso in se naselila, ušotorila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebi. Hvala je tebi za to nebeško darilo mene, vsakome med nami, celome človeštvu. Hvala je tebi, ko si dal najdragocenejše, ko si imel. Več si ne mogo dati, zavolo toga, ko več je niti ne bilo potrebno dati. Ko to, ko leko pripela vsakoga človeka nazaj v tvojo prisotnost, nazaj v tvojo svetost. Hvala je tebi za to istino, štera je zapisana v tvojo drago svetu reči. Hvala je tebi, ko smo to leko že spoznali, ko smo to leko že po tvojoj milosti doživeli v naše osebne življenje. Hvala je tebi za vsakoga, šteri posluša tvojo besedo. Pomagaj nam jo razumeti, pomagaj nam jo prenesti v svoja življenja in vsakodnevno življenje to tu živeti. Kad vsi ljudje imeli svedovstvo prek nas, pred vsakoga tvojega otroka, kad si ti živi Bog, kad ti živiš v vsakoj situaciji, v vsakoj težavi, v vsakom probleme. Ti si nikoga ne pozabil, ti si nikoga ne njel samoga. In hvala je tebi, kad leko tebi zavipamo, zato kad znamo, kaj je najboljše pri tebe. Gospod, dragi, ti vidiš ti naše bolečine, naše probleme, naše težave, ti vidiš ti naše pitanja, s katerimi se soočamo. Gospod sveti, hvala je tebe. Hvala je tebe. Kad leko tebe ispovejmo vse, tudi naše bolečine, tudi naša pitanja in hvala je tebe. Kad nas ti razumeš, zato kad si ne mrtev Bog, kad si živi Bog, zato kad si živo tu med ljudmi in poznaš vse te stvari. In Jezus, dragi, ti vidiš tu naša pitanja glede naših sester, naših bratov, šteri so v težavi, šteri so v problemi, šteri so v betege. Tu njih prinašamo znova pred tebe, pred tvoj prestol milosti. O, dotekni se jih, Gospod dragi, dotekni se jih.
in ti razreši vse te situacije na tvojo slavo. Gospod, in nam pa daj hvaležna srca za vse, predvsem za tvojo milost, štero nam skažuješ. In daj nam modrosti, kad živimo v toj istine, štero si ti, Bog sveti. Hvala ti za vse. Amen. Amen.